Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Lep pozdrav iz Zagreba. Ne bi preveč dolgovezila z uvodom, predlagam, da gremo kar takoj na vsebino današnjega Money How. Malce sem sicer oklevala za današnjo temo, a sem se vseeno odločila, da zagrizem v to kislo jabolko. Številna podjetja, tudi iz finančne panoge, poskušajo prodajati proizvode, storitve preko vplivnežev. Na to temo sem nedavno predavala tudi na dogodku Marketing magazina in se mi je zdela zanimiva tema tudi za Money How. Z zanimanjem sem poslušala številne vplivneže, ki so pojasnjevali, kako loviti oglaševalce, kako v bistvu zadovoljiti oglaševalce, koliko prostih rok imajo pri ustvarjanju vsebine in tako dalje. Nismo pa toliko slišali o vseh pasteh, ki prežijo na vplivneže in pa posledično tudi na njihove sledilce. Zadnje 2 meseca lahko tudi spremljamo eno zelo zanimivo zgodbo, o kateri so precej podrobno pisali na Siol.net, in sicer šlo je za zgodbo 3 vplivnic, ki imajo skupaj preko 160,000 sledilcev, in te punce so promovirale kriptoprevaro, CryptoTrade. Zdaj se izgovarjajo, da so bile tudi same žrtve tega prevaranta oziroma teh prevarantov. To smo videli že večkrat v preteklosti. V Sloveniji imamo namreč kar tak res pester nabor znanih Slovencev, ki so promovirali različne prevare. Prevaranti so tudi postali zelo prefrigani. Veliko stvari se je dogajalo tudi v zadnjem času v tujini. Je pa tudi res, da tam psi čuvaji, tako imenujejo agencije za trg vrednostnih papirjev, dejansko tudi ukrepajo. Pri nas je zgodba malce drugačna. O vplivnežih, o prodaji produktov, preko njih se bom pogovarjala, mislim, da z enim največjim strokovnjakom za marketing pri nas, avtorjem bestsellerjev, odličnim predavateljem, mislim, da tudi človekom brez dlake na jeziku, Aljošo Pagolo. Lepo zdrav. Zdravo. Zdravo. Kako si? Odlično, hvala. Ti? Kar zelo zanimivo, moram priznati. Veliko stvari se dogaja. Lepo. V svetu financ se skozi nekaj dogaja. Tako, dinamika je potrebna, ne? Denar ne sme počivati, pravijo, ne? Denar ne sme počivati, ne počivajo pa niti prevaranti, ki dejansko so vse povsod. In prevaranti so postali zelo prefrigani. V bistvu so oblečeni v neke legalne produkte. Videli smo zgodbo z FTX-om. To je en tak zelo lep primer, kako v bistvu z denarjem lahko narediš zelo veliko in celo prepričaš marsikoga, da je vse v redu, pa potem ni bilo vse v redu. A se strinjaš s tem? Zagotovo. Ljudje smo bitja, ki si radi domišljamo, da smo zelo zdravorazumski, da znamo presojati z varne distance, da zmoremo nadzorovati, zagotavljati in tudi garantirati. Že v marketinški teoriji velja, da ljudje 95% odločitev sprejemamo pravzaprav nezavedno, ne? In tako so dejanski driverji, tisto, kar tiči za našim odločanjem, v neki kopreni stvari, vplivov, vzorcev, načinov, ki jih pravzaprav ne razumemo oziroma z njimi nimamo zavestnega stika. In tako smo pravzaprav tudi bitje, ki se zelo hitro ujamemo na razne limanice, in če so te povezane z denarjem, to velja še toliko bolj. Slavoj Žižek pravi, da je denar abstrakcija v akciji, ne? In pravzaprav je tu v tej akciji vpletenih zelo veliko faktorjev, zelo veliko stvari, ki jih pravzaprav težko, razumemo, tudi če smo strokovnjaki, za finance, za makroekonomijo, za gospodarstvo. Pravzaprav ni človeka, ki bi znal to področje v celoti obvladati, ne? In tako je pravzaprav to neke vrste dinamika,
ki je po eni strani zelo privlačna, ne, denar je seveda zelo pomembna stvar v življenju marsikoga in znotraj takega področja, kjer imamo seveda veliko te organske privlačnosti, veliko motivacije, veliko interesa, se dobro znajdejo tudi razni prevaranti. Zdaj, jaz mislim, da FTX pa Sam Bankman-Fried niso načrtovali pravzaprav neke prevare na globalni ravni in pogosto se vizionarji zelo slabo znajdejo v neki svoji lastni psihologiji, v tem, kar jih pravzaprav daje, v tem, s čimer bi morali obračunati in se potem podajo na neko pot reševanja sveta na razne načine, na kar se jim zgodi ta brutalna samosabotaža, kot se je tudi Samu Bankmanu Friedu, ki je potem strmoglavil pravzaprav polovico kripto sveta na raven in na način predvsem, ki je pa zelo motivirajoč za marsikoga, ki se pa prevare, kot si dobro povedala, loti prefrigano, loti mogoče na manjši ravni, zna to zapakirati v pravzaprav nek produkt ali pa neko legitimno operacijo na trgu in potem smo priča temu domino efektu, ki se s pomočjo sodobnih medijev, recimo tega družbeno-medijskega okolja, ki služi kot katalizator za povečevanje dosega vpliva načina razmišljanja in obnašanja ljudi, sprevrže v marsikatero, tragično zgodbo. No? Ja, kako naj rečem, mogoče je zgodba na začetku delovala kot, je imel dobre namene, je delovala kot, da je legalna, je v bistvu deloval tako, kot je pač v bistvu si zastavil svoj posel, ampak potem je v bistvu tudi njega, po moje, premamil ta pohlep. In je zaplaval potem v čist napačne vode. Te zgodbe smo mi že videli in imamo en zelo lep primer, to je Bernie Madoff, največji ponzijaš vseh časov, ki je bil tudi predsednik upravnega odbora ameriške borze Nasdaq, največji dobrodelnež. Ampak v osnovi tudi on je začel v bistvu z nekim legalnim poslom in potem je malo zabluzil, po domače povedano. On je pravzaprav začel že kar na terenu sive ekonomije, kjer stvari niso bile čisto transparentne od samega začetka. Ne? In ko pravzaprav si z eno roko ali pa z eno nogo na področju bolj motnih voda, se pravzaprav že tu slika neka osebnostna poteza, ki je mogoče na tej začetni ravni samo opravičljiva z pa sej, to pa res čist malo tu po svoje, kreativno računovodim in nič hudega ne počnem. In ko se pravzaprav ta vzgib, ta vznik, ki je pravzaprav psihološki, potem priklopi na steroide, se pravi z večanjem operacije, z dostopom do pravzaprav vrhunske storitve, oziroma bom rekel storitve na zelo visoki ravni z veliko pokritostjo, se pa potem o vprašanju, glej, se tega pa tudi na tej top ravni nihče ne opazi, to sprevrže v, dajmo pa zdaj iz tega izcimiti, kar se da, in tu se potem zgodi pohlep. In pohlep je pravzaprav zgolj neka sodobna, sprevržena oblika osnovne človeške potrebe po kopičenju, ki je pravzaprav preživetveni vzorec. In to je danes pri ljudeh, ki, če gremo malo pogledati v njihovo otroštvo, v psihologijo odraščanja in v neko okolje njihove vzgoje, pravzaprav hitro uvidimo, da so pač vsi nekako zaznamovani z neko travmo, z neko težavo, z pravzaprav neko potrebo, da se tako zelo
dokažejo, ne, tudi Bernie Madoff je veljal v očeh svojega bogatega tasta za nič vrednega, za pravzaprav nižjo kasto, in ta potreba, da se pravzaprav dokaže, potem pogosto vodi tudi do takšnih sprevrženih prijemov, ki so zgolj neka pač zelo naivna želja po odobravanosti, potem, da si sprejet, potem, da te pač nekdo ceni in spoštuje. In pravzaprav pri denarju je tako kot drugje, veliko stvari vznikne ali pa se začne čist na osnovni pravzaprav psihologiji, no, in zato je psihologija denarja zelo povezana pravzaprav z tvojo osebno rastjo, no, in tu se mi zdi, da imamo še veliko stvari za predelati, oddelati, in jaz že dolgo zagovarjam neko potrebo, da bi se tako o ekonomiji kot psihologiji pravzaprav morali začeti že učiti zelo zgodaj v vrtcu, v prvih razredih osnovne šole, in to so res zelo pomembna znanja, no, za vse življenje. Veš, jaz se s tem ukvarjam že zelo dolgo časa, posluha, da bi se dejansko to vpeljalo v osnovne šole, srednje šole, dejansko ni. In to je zelo žalostno, da v bistvu tega ne prepoznajo veljaki oziroma te, ki v bistvu nekako kreirajo naše urnike. Je pa še ena zadeva, ko omenjaš ekonomijo pa psihologijo, jaz bi tukaj pa rekla tudi kreativnost. A veš zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je danes človek na trgu dela, ki ima diverzificirane znanja in pa veščine, veliko več vreden, kot pa nekdo, ki je specialist samo za eno področje. Ja, zagotovo je, ne vem, evolucija dela privedla do pač situacije, kjer smo danes pravzaprav biti ali pa posamezniki, ki v sebi nosimo ogromno znanja, ogromno sposobnosti in smo tudi osvobojeni neke prisile, da se v življenju pravzaprav zabarikadiramo ali pa zacementiramo ali pa zelo zgodaj odločimo za en poklic in ga potem opravljamo do konca življenja, ne. In tako živimo pravzaprav v dobi mikrokarier, ne, kjer pač lahko z podporo sodobne tehnologije, dinamike trga dela, trga dobrin, ti dejansko opravljaš veliko stvari in je tvoja poklicanost pravzaprav razvejana ali pa, kot si povedala, distribuirana skozi razne oblike, lahko tudi specializacije ali pa recimo hobijev, ki jih znaš monetizirati. Lahko, ne vem, zdaj, ko se veliko govori o 4-dnevnem delovniku, ne, boš ostale 3 dni imel še svoj mikrobiznis ali pa počel nekaj za optimizacijo ali svojega poklica ali, bom raje rekel, poklicanosti, ne, ali za optimizacijo svojih financ. In mogoče je pravzaprav to stičišče te zdaj že malo pretekle ideologije trga dela, ne, ker pač službe zahtevajo toliko in toliko ur prisotnosti, potem imaš 2 dni vikenda za malo sprostitve. In se to vse skupaj dotika te pravzaprav nove oblike razmišljanja, predvsem mladih, ne, ki na to gledajo precej drugače, predstavlja neko presečno množico, kjer je ravno ta razmislek o tem, kako pa vzgajamo naslednjo generacijo, zelo potreben, ne. Zdaj, če pogledava na šolo kot na okolje, kjer se učenci še vedno soočajo z zahtevo po dolgoročnem pomnjenju raznih informacij, ki roko na srce pogosto niso zelo koristne in ker kreativnost pravzaprav predstavlja to zelo osnovno raven, da ti že obstoječe stvari združuješ v neke nove enote, v neke molekule, ki predstavljajo pravzaprav neko osvežitev na trgu, ki predstavljajo napredek, ki predstavljajo pravzaprav to, da se znaš izraziti, potem je šola v tem smislu zelo balastna, zagotovo pa ni šola življenja, kjer je potreba potem, da ti
znaš razmišljati o financah, da ozavestiš pravzaprav tudi te pretekle tlačanske vzorce, ki nas pestijo in ki nas odvračajo od tega, da bi o denarju razmišljali drugače od tega, da dobimo plačo in čez to godrnjamo in si čez 5 let drznemo zbrati dovolj poguma, da prosimo za povišico in tako dalje. Da potem lahko hitro malo tak uperiš prst v to, kar si rekla, kreatorja naših urnikov in pravzaprav posledično življenj, se pogosto kdo noče, da bi ljudje živeli osvobojeno od nekih pritiskov, ker če pravzaprav ti nisi talec denarja ali pa pravzaprav pritoka denarja v tvoj finančni sistem, kjer pač moraš nenehno skrbeti in razmišljati, a bom zmogel, ali bo to šlo skozi, ali si lahko dovolim, ali si lahko drznem, potem pravzaprav nisi tak vodljiv, nisi pravzaprav tisti, nad katerimi ima lahko kdo absolutno moč in tak dalje. Zato pravzaprav vseeno so ti neki globalni zadržki pred tem, da bi se ljudje finančno osvobodili, tako veliki. Ampak pravim, dobra stran sodobnih tehnologij pa je, da se pa tudi kakovostna znanja dobro širi in imaš veliko, ne vem, kot si tudi sama, finančnih strokovnjakov, ki ljudi opogumljajo, da o denarju drugače razmišljamo, da nismo več zgolj njegov talec, ampak si dejansko bolj krojimo tudi to finančno svobodo in to se mi zdi pravzaprav zelo dober del tega zdravega pogovora, tega zdravega diskurza, ker pa smo seveda spet zgolj še za konec te ideje omejeni z tem enoumjem glede denarja, ker pač ljudje v veliki meri želijo posnemati neke vplivneže, ki pač razkazujejo svoje drage ure, svoje drage avte, svoje drage hiše in razmišljajo o denarju kot o cilju. In idealno tipsko v življenju je seveda, da presežeš stopnje, kjer je denar nuja, to je preživetveno stanje, stopnjo, kjer je tvoj denar cilj, ker pravzaprav tu pol razmišljaš samo o denarju, ki ni pravzaprav posledica tega tvojega talenta in uresničevanja, in zadnja stopnja je, kot sem omenil, denar, ki je posledica. Se pravi, ti pravzaprav živiš tako, da uresničuješ svoje talente, da si tu za to, za kar si pravzaprav poklican, za kar si tu, da ta svet oplemenitiš in mu daš svoje darove, in denar vedno pride kot posledica. Zdaj, ko pa pride, je pa dobro imeti finančne znanja, finančne sposobnosti, mehanizme delovanja na trgu, ki ti pravzaprav omogočajo, da to nekako oplemenitiš, da živiš dobro, izpolnjeno življenje, kjer si pravzaprav ne učitaš vsakega evra, ki si ga použitkaril ali pa ki si ga namenil tako in drugače. To si zdaj odlično povedal. Kar se pa tiče te neodvisnosti in svobode, pa če se vrneva nazaj na oglaševanje pa na vplivneže, koliko pa je recimo vplivnež neodvisen in svoboden, ko ga najame neko podjetje za predstavitev nekega produkta? Ja, zdaj, če ne govori, ni mu zdaj govoril o finančnem produktu, lahko recimo nek nasplošen produkt, recimo prehranska dopolnila so zelo priljubljena. Ja, pač poslovni model vplivnežev je promocija blagovnih znamk, njihovih produktov, njihovim občinstvom, se pravi znotraj svojega, recimo temu, lastnega medija, ki vsebuje lastno produkcijo, lastno blagovno znamko, v veliki meri lastno kreiranje vsebine. In to je pač nekaj, kar je delujoče, kar veliko ljudem z dovolj sledilcev omogoča pravzaprav ali neko dopolnilno dejavnost ali pa full-time job ali pa recimo temu kariero. In zdaj seveda je ta dinamika zanimiva, zato ker pač kot blagovne znamke na trgu imajo tudi osebne blagovne znamke, ki so vplivneži nek določen rok trajanja. In pogosto vplivneži začnejo z temi osnovnimi pravzaprav celicami, ki nas najbolj nagovorijo. Ljudje smo po preživetveni funkciji zelo nagnjeni k razmišljanju in o skrbeh o tem, ali smo varni,
torej ali imamo, ne vem, streho nad glavo, varno okolje, potem ali smo dovolj privlačni za razmnoževanje in ali imamo dovolj hrane, ne. Se pravi, to je nekako osnovno v nas noter, da nas mora skrbeti. In zdaj, če to razčlenimo, hitro prideva do tega, da so pač najbolj priljubljeni vplivneži na področju, se pravi, hrane, ne, kuharije, prehranskih dopolnil, potem ali sem dovolj privlačen za razmnoževanje, kamor pride telesna vadba, make-up, kozmetika, ličenje, se pravi, vse te stvari, in ali sem dovolj varen, in tu imamo seveda nekaj, kar spadajo hiše, gradnja, avti, denar, ne. To je pravzaprav tak sklop, ki nas najbolj nagovori, ne. In zato je tu tako na televizijah največ resničnostnih oddaj, kjer kuhajo, kjer se poskušajo poparčkati, torej se razmnoževati, ne, in zelo radi gledamo seveda informativne oddaje, da izvemo, ali smo dovolj varni, ne, se pravi, kako hude so novice v svetu, ki nas pravzaprav nenehno ogroža. In potem, če zdaj se vrnem nazaj, to je zdaj bila mala mikrodigresija, je njihova življenjska doba taka, da začnejo z enim izmed teh področij, tu nabildajo svojo publiko in potem pravzaprav tudi oni sami rastejo v življenju, ne. Kmalu dobijo otroka in potem se njihov fokus posveti izdelkom ali pa neki izdelčni skupini znotraj tega. Potem začnejo graditi hišo in seveda v tistih letih poslušamo in gledamo o vsebinah, ki se tičejo grajenja hiše, ne. In tako je pravzaprav ta poslovni model njihov zelo zanimiv, ker spremlja tudi njihovo življenjsko evolucijo. In zdaj v vsakem tem obdobju so odvisni od tega, da imajo dovolj zanimive vsebine, ki jo ponujajo, kot tudi, da imajo dovolj naročnikov, ki jim pravzaprav omogočajo neko, ne vem, ali plačo, honorar ali kompenzacijo, ne. In zato v skrbi, ali se bo to išlo, ne, v vseh teh fazah, pogosto kdo sprejme stvari, mogoče v dobri veri, mogoče zato, ker v vsej tej, pravzaprav na vsej tej poti še ni bil izigran, razočaran ali se ni še osmolil, ne, z kakšnim sodelovanjem. In pač to spromovirajo, brez da bi naredili background check, brez da bi stvari pravzaprav ali sploh pogooglali ali pa se v njih poglobili, in potem se pravzaprav zgodi kakšna taka stvar. Jaz dvomim, da nekdo, ki je uspešen vplivnež, želi zavestno kompromitirati ali sabotirati svojo poslovno pot z tem, da bi načrtno tržil prevaro, no. Ampak v ihti, tudi v pritisku, kjer morajo ustvarjati vsebino, ki je zanimiva, kjer morajo to narediti hitro, kjer pravzaprav mi vidimo samo ta, ne vem, končni, minutni ali pa uprizoritveni del, v to gre ogromno število ur dela in tako dalje, zato tu pravzaprav ne naredijo teh osnovnih higienskih korakov. Zdaj pa vprašanje je, ti, ko komuniciraš s svojo publiko, moraš prevzeti tudi odgovornost. Torej, vse, kar pride, ti si zgradil community, skupnost, na podlagi nekih dejanj, nekih besed, neke aktivnosti, in konec koncev moraš biti tudi toliko, da v bistvu prevzameš odgovornost in poveš, pač ja, naredili smo napako. Zdaj pa takole, jaz sem ugotovila, da te punce se zdaj kesajo, da so bile tudi same žrtve prevare. Ja, mogoče res, niso naredile domačo nalogo, bile so mogoče prepričane, da je to ta prava zgodba, signali, da gre za prevare, so bili tukaj iz aviona vidni, iskreno povedano. Tako da tukaj je v bistvu bila ta osnovna napaka, niso naredile domačo nalogo, hkrati pa tudi niso finančno pismene, po mojem mnenju. Zanimiv je pa drug primer, ko sem se pogovarjala z Denisom Avdićem, on mi je na nekem dogodku, ki sem ga organizirala, povedal, da so ga tudi njega kontaktirali številni ponudniki različnih produktov in tudi legalnih produktov finančnih, in on ga je odpikal, češ da to je zagotovo prevara. Se pravi, tudi
ne prepoznajo, kdaj gre za zares ta prav produkt, ki ni prevara. Imava dva aspekta zdaj, se pravi mlade punce, ki v bistvu so finančno nepismene in so v bistvu se ujele v neke laži, v neko prevaro. Na drugi strani imamo pa enega uspešnega influencerja tudi, ki pa hkrati ni bil sposoben prepoznati recimo priložnosti za sodelovanje z enim zelo uspešnim neobrokerjem iz tujine. Zdaj dvomim, da je Denis v celoti podlegel pravzaprav ne vem kakšnemu svojemu hitremu razmisleku, to je ziher vse prevar ali bolj neki domnevi, kot je pravzaprav prevzemanje tudi neke posredne finančne odgovornosti za tvojo publiko precej naporna naloga, ne? Ljudje smo nagnjeni k rutiniziranju svojih dejanj, se pravi, spet smo pri preživetenih vzorcih, ker nam narava diktira, da svojo energijo v čim večji meri obdržimo, je ne pršimo naokoli za razne stvari in zato so nastali tudi trendi. Ker za trendi ljudje pravzaprav dobijo navodila, kako ravnati, brez da bi morali o tem preveč razmišljati, kar jim omogoča, da pripadajo, da so del plemena, skupnosti, digitalnega plemena, karkoli že. In zato pravzaprav tudi zelo posnemamo ravnanja drugih, se pravi vplivnežev, pomembnežev, recimo teh alfa predstavnikov plemena. In zdaj seveda na vplivneže pade veliko bremena, če imajo posredno občutek, jaz sem pa zdaj v bistvu tudi neko, ne vem, legit finančno operacijo ali pa priložnost ljudem skomuniciral, kaj pa, če bodo v to vložili, ne vem, vse svoje prihranke, bodo zaletavi, tako kot je marsikdo bil pri bitcoinih in so s tem neposredno strmoglavili svoje osebne finance v bankrot, ogrozili varnost svojih družin in zelo podobno, ne. Tako da moramo tudi mogoče ta psihološki aspekt odgovornega influencerja upoštevati, ker lahko on čisto osebno razmisli, veš kaj, mogoče se pa s tem ne bom ukvarjal, ne. Ampak če grevam zdaj stran od tega, pa hitro pravzaprav pridemo do nekih naših notranjih ovirajočih vzorcev, ko govorimo o denarju, ne. Meni je moja psihoterapevtka takrat v izgorelosti lepo povedala, ne, da še posebej v Sloveniji z denarjem kompenziramo za ljubezen, ki je nismo dobili, in zato so zapuščinske razprave pri nas vedno kaos oziroma priložnost, da slovenske novice dobijo največ naslovnic o tem, kdo je koga sekiral in podobno, ne. Ja, tako je, ne, in v bistvu nam, ne, tudi če gledamo kakšne zanimive kriminalke in tak dalje, ti scenariji, kjer so umori motivirani z denarjem, z dedovanjem in pravzaprav podobno, izpričajo to dejstvo, no, da smo ujetniki nekih pravzaprav nezdravih odnosov z denarjem, z financami, in vse se pogosto zvede na našo osnovno vrednost, ne. Jaz na predavanjih pogosto izpostavim dejstvo, da je zgolj pred 150 leti 93% Slovencev bilo tlačanov in da je fosilni psihološki ostanek tega obdobja pravzaprav naš občutek nizke lastne vrednosti in nezmožnost zdravega in pravočasnega postavljanja meja. In seveda, če ti pravzaprav o sebi razmišljaš ali pa imaš nezavedno utrjeno prepričanje, da itak ne moreš uspeti, da ti itak ne more ratati, da itak ne moreš delati tega, kar si želel, ker so ti službo predpisali starši ali so te pa vpisali v šole, kjer si moral ubogati in slediti njihovim navodilom, potem seveda ni mogoče, da bi ta tvoj nevidni scenarij v materialnem življenju ali pa v tem newtonovskem svetu postregel z dokazi, da si res uspešen, da si res bogat. Mogoče v bistvu zaradi te praznine ali pa bolečine nekateri to kompenzirajo tako, da postanejo brutalno uspešni, da so deloholiki, da so dejansko zelo bogati, ampak so v sebi popolnoma nesrečni, ne? Tudi ta scenarij je pogosto prisoten, ne? In potem, ko pravzaprav delujemo po nevidnem scenariju, ki nam ne dovoljuje, da bi bogateli oziroma da bi živeli v nekem izobilju,
ki je posledica tega, da počnemo to, za kar smo tu, da si prizadevamo uresničiti svoj talent, temu rečemo svoje sanje, ne? In da živimo neko življenje, ki ni pravzaprav nenehno ujeto v to, da smo na preži ali bomo preživeli, da v bistvu se zaganjamo zato, ker nočemo imeti opravka samimi s sabo in tako dalje in tako naprej. Vse to skupaj predstavlja pravzaprav nek zelo prepleten, zelo težek odnos z denarjem, ki izhaja iz tega neizpraševanja o tem, kdo sem, zakaj sem tu, zakaj mi vsi drugi določajo, kaj sem, koliko moram imeti. In iz tega naslova pogosto pride tudi še en tak slovenski refleks, da nas je uspeha sram, da se zanj opravičujemo, ne? Tudi ljudje, ki so, ne vem, premožni, ki so bogati, želijo pogosto to skriti, zato da ne bi bili obsojeni, ne? Recimo v Ameriki je to precej drugače, ne? Ta odnos do pravzaprav nekega uspeha. In tako je denar pri nas obkrožen z veliko negativnimi faktorji, veliko negativne percepcije in predvsem to opravičevanje, da si uspešen, se mi zdi nekaj, kar moramo preseči. Pred kratkim sem govoril z enim zelo uspešnim, mednarodno uspešnim posameznikom, ne bom povedal z katerega področja, ki pravzaprav lahko svoje dosežke zdaj zelo kapitalizira, zelo monetizira, ampak ga je bilo strah, kaj si bodo ljudje mislili, kaj pa če storim napako, ne? In pravzaprav se mi zdi, da moramo priti do točke, kjer nekoga, ki si prizadeva biti uspešen, ki ima finančne in materialne dokaze, ki so posledica njegovega prizadevanja in predvsem, da zna tudi v tem uživati, da zna pač zdravo vračati v družbo, da je to pač neke vrste naš vzornik, da je tisti, po katerem se ravnamo, ne pa da ga gremo spodkopavati, pa blatiti, pa svinjati njegovo osebnost ali osebno blagovno znamko na forume, v komentarjih in tako dalje. Tako da, ko se osvobodimo te vkleščenosti v to, da nismo dovolj vredni, šele takrat bomo pravzaprav z denarjem začeli dobro in varno ravnati, ne? In ne bomo pričakovali, jaz bom pa zdaj obogatel, zato da bom pol končno nekaj vreden. Zelo nekaj zanimivih primerov si izpostavil, če greva šel en ekstrem, odrezana roka. Zavarovalnice imajo zelo veliko teh primerov, ker se režejo prsti ravno za namenom, da bi se finančno okoristili, v takšne ekstreme znamo iti, ne. Tako da uspešni ljudje se pa v bistvu res sramujejo svojega premoženja. Ko smo delali lestvico najbogatejših Slovencev, se je to zelo lepo videlo, kako nekateri niso želeli v bistvu komentirati v bistvu svojega uspeha, ker pač jih je bilo strah, kaj si bojo pa sosedi mislili o tem. In to dejansko sem tudi jaz dobila odgovor od številnih znanih Slovencev, bogatih Slovencev, kaj si bodo pa sosedi mislili o tem, ne. Želimo skriti, nočemo biti omenjeni in nas je sram v bistvu uspeha, kar je v bistvu zelo slabo, ne. Za nas kot tako majhen narod se mi zdi, da bi več mogli propagirati uspešne ljudi in pa pot, kako so postali uspešni. Strinjam se s tabo, A boš kaj komentiral? Ne, sej, kar greva naprej, ne. Greva naprej. Veš, kaj sem hotela v bistvu še preveriti, ne? Recimo, trenutna situacija je zelo negotova. Imamo povišano inflacijo, po eni strani, po drugi strani je precej velika negotovost, tudi zaradi recesije, gospodarskega ohlajanja, in v takem okolju smo v bistvu tudi zelo hitro dovzetni za razne hitre zaslužke in to prevaranti seveda vedo. In zdaj imamo poplavo prevar, tako da moramo zelo paziti na te zadeve. Kako ti gledaš na to? Vsako obdobje finančne stiske. V zadnjih 170 letih je človeštvo bilo priča 33 gospodarskim krizam,
ki so skupaj trajale 48 let. Ne? Se pravi, v bistvu, če pogledamo, tretjino življenja preživimo v neki finančni stiski, ki je pravzaprav, ne vem, gospodarsko okolje, ki ni zgolj finančna, ki je pač nek širši ekosistem, v katerem se moramo znajti. In to pravzaprav tako nagovori naše preživetvene vzorce, da želimo pravzaprav po eni strani nenehno o tem premlevati, razmišljati, smo obkoljeni z temi stvarmi, potem prižgemo televizijo, kjer dobimo zgolj potrditve, da nas res vse to življenjsko ogroža, in potem ljudje v obupu v kombinaciji z finančno nepismenostjo, ki je izobraževalni sistem pravzaprav nikakor ne izboljša, počnejo zelo srhljive stvari. Ne? In seveda je najhujše, če to počnejo pač prizadevni, dobri ljudje, ki bi jim že neki začetki finančne pismenosti olajšali to breme skrbi do te mere, da se ne bi zatekali k tako skrajnim rešitvam. Zdaj ena enota prevarantov, zlohotnosti ljudi pač vedno obstaja, v zgodovini je bila vedno prisotna. Ta želja po moči, po nebrzdanem kopičenju v kombinaciji z neko nerazrešeno psihološko funkcijo pač vodi do marsičesa. Imamo pač povsod te prevarante, ki dejansko množično pohabljajo ljudi za to, da lahko ti na ulici iztržijo čim več miloščine. Ne? In to je en tak primer, ki se vleče pravzaprav skozi zgodovino. Potem z možnostjo in z razcvetom tehnologij se je seveda odprlo prevarantom, ki stikajo za tehnološko nepismenimi ljudmi. Ne. Se pravi, starejša generacija je odraščala v okolju, kjer je vse, kar je imelo, ne vem, novičarski logotip, veljalo za zaupanja vredno. Ne. In zdaj so seveda ti ljudje zelo lahka tarča za lažne novice, za manipulacije, za finančne prevare, zato ker ti danes pravzaprav zelo preprosto v nekaj korakih ustvariš spletno stran, ki ima svoj logotip, ki ima svoje pač neko legitimno zbirališče informacij, pokaže ti, da je to, ne vem, neko podjetje z naslovom, imenom, sedežem, tu in tam. In seveda ljudje, ki so navajeni, da ko so nekdaj odprli časopis in tam bil logotip ali časopisa ali podjetja, je zatem seveda stalo nekaj, kar je bilo zaupanja vredno. Ne? In ko z takšnim prepričanjem vstopajo v sodobni svet, seveda to, kar vidijo, pomeni, da odkljukajo, to je upoštevanja vredno, in potem že v naslednjem trenutku odpirajo denarnice in nakazujejo na neke oddaljene račune in so tako ob veliko denarja. Ne. To je ta temna stran pravzaprav tehnologije in tega stičišča generacij, kjer se preveva ta nepismenost, tehnološka nepismenost z finančno nepismenost. In to je idealno okolje. In če k temu dodamo še pritisk, recimo krize, o kateri pač se zdaj že seveda zelo dolgo govori, dobimo res idealne pogoje za to, da veliko ljudi nasanka, da jih veliko pravzaprav podleže nekim obljubam, ki vedno pravzaprav padejo na plodna tla. Ne? Spravo, če pogledamo nazaj, je Donald Trump pravzaprav leta 2016 zmagal zato, ker je nagovoril pravzaprav preživetveno stisko propadlega dela Amerike, ki jim je prejšnja generacija obljubljala idealno življenje. Njihovi starši so govorili, vse bo šlo samo še gor, kot je pač šlo v povojnih letih. Ne. In potem se je ta cel del Bible Belta, ne, se pravi te osrednje Amerike, ki je bil delavski, ki je bil pravzaprav še par dekad nazaj v razcvetu,
oklenil te rešilne bilke nekega tipa, ki je prišel in je rekel, zdaj vas bom pa jaz tako rešil, in je prišel z finančnimi dokazi, gledajte, jaz sem milijonar, jaz sem super uspešen biznismen in tako dalje. In tu lahko vidimo, kako pravzaprav lahek plen smo ljudje, ko smo v finančni stiski, ko smo mogoče že v ideji, glej, zdaj pa bo finančna stiska prišla, in to seveda je danes, kot si zelo lepo izpostavila, prisotno, in zato je to zgolj katalizator za vse te prevarante in okoriščevalce. Se mi zdi pa, da se v zadnjih desetletjih ni veliko spremenilo, oziroma mogoče celo stoletjih. Prevaranti pač so se vedno prezentirali javnosti kot pač neka verodostojna inštitucija, verodostojno podjetje, verodostojne osebe. To smo videli tudi že pri nas v Sloveniji, kar nekaj takšnih zgodb. Zdaj mi pade eno na pamet, in sicer to je bilo zgodba Luxuris. Luxuris je bila ena taka zgodba, ki so tržili v bistvu trgovanje na valutnem trgu, Forex trading, in v tej zgodbi je bilo vpletenih zelo veliko znanih oseb, med drugim tudi Jure Košir je promoviral Luxuris, v zgodbi je bil tudi propadli borznik in pa zdaj prerojeni nepremičninar, če lahko tako rečem, Bogdan Pušnik. Tako da tukaj moramo tudi v bistvu paziti, ko v bistvu vidimo neke znane osebe, Gisele Bündchen ali pa Tom Brady, Kim Kardashian je končala na sodišču in se potem tudi pogodila, ko je promovirala neke zgodbe, Se pravi, moramo v bistvu navkljub temu, da nekdo prezentira neka znana oseba, nek produkt, se je treba ustaviti pa pomisliti, kaj to sploh je, narediti domačo nalogo in potem mogoče iti v to zgodbo. Pa mogoče ne samo finančni produkti, konec koncev tudi prehranska dopolnila. A je treba konzumirati toliko teh prehranskih dopolnil, če na drugi strani ti zdravniki govorijo, da je zadosti, če ješ raznovrstno prehrano. Ja, spet sva pri psihologiji. Spet sva pri psihologiji, vse se tam začne, vse se tam konča. In ko v bistvu sebe gledamo zdravo, upoštevajoč vse neke inhibitorje, vse neke ovirajoče faktorje, kako pravzaprav nezavedno hlastamo potem, da bi bili boljši, lepši, bolj privlačni, bolj pripadali, da bi bili bolj ljubljeni, odobravani in občudovani, smo pravzaprav pripravljeni sebi zlagati se na marsikateri način, na marsikateri ravni. In zato je pravzaprav ta zdrava skepsa, zdrav dvom tudi o svojih lastnih potrebah zelo pomemben. In ljudje, kot sem že prej povedal, v sodobnem svetu družbenih omrežij pravzaprav takoj planemo in posnemamo druge, kopiramo in se odrekamo tej pravzaprav svoji neki izvirnosti, unikatnosti. In zato je zdrav dvom ta nek zdrav korak nazaj, ker si dovoliš čas za premislek, ker se poglobiš v neka dejstva, ker narediš svojo domačo nalogo in svojo raziskavo nujno potreben. In zato se je, mogoče v svojem telesu, v svojem tudi finančnem zdravju tvoje družine veliko bolj pomembno ali pa celo tak primerno odločati kot, ko se odločaš o nakupu avta, ker boš zagotovo raziskal neke stvari, ker boš pogledal, ali ima, dovolj airbagov, ali ima dovolj dober varnostni sistem, in zdaj pač malo banaliziram, Ampak skoraj na vsaki ravni nekih naših odločitev ali naših izbir je ta zavzetost, da misliš za svojo glavo, da znaš pogledati za ta ves celofan, ali je oglaševalski, ali je marketinški, ali je vplivniški, kakorkoli že, in stikaš pravzaprav za nekimi zanimivimi drobci, zanimivimi informacijami, ki ti pač morajo služiti. In fora je v tem, da moramo znati razmišljati na način, kako lahko življenje služi meni, kako pravzaprav izkoriščam čas, ki mi je dan, in ne izkoriščam ljudi ob tem.
In to je en zelo zahteven manever, zato ker zahteva nekaj energije, zahteva nekaj ukvarjanja z rečmi, za katere čas, ki ga porabimo, bi rajši, gledali televizijo, jedli sladko hrano, karkoli že nas spet čustveno zamoti in tako dalje. In zato veliko ljudi pravzaprav hlepi po hitrih rešitvah. In hitre rešitve so tudi vplivneži, ki nam rečejo, to moraš narediti. Ne? In potem spet ljudje začutimo razbremenjenost, ok, temu jaz zaupam, on mi je svetoval to in to bom naredil. Zato je pravzaprav zdrav dvom, tudi pač neka kritičnost do nečesa, koristna za celo dinamiko na trgu, ne? Ker s kritičnostjo pravzaprav razmišljamo, ok, mogoče mi je pa ta kritika odprla nek drugačen pogled ali pa me motivirala, da se še malo poukvarjam z tem svojim stališčem, z tem svojim pristopanjem. In tako se mi zdi, da je pravzaprav svet narejen in svet ni nikoli svet hitrih rešitev, ampak vedno nekega pravzaprav posvečenega prizadevanja za uspeh. In kot jaz zapišem, je resnično uspešen tisti, ki je prepoten in ne prepotenten. Ne? In uspeh zahteva pač, da se trudiš, zahteva, da se pravzaprav nečemu odrečeš in da pravzaprav potem, ko nekaj dosežeš, v tem tudi uživaš. In tranzicijska zgodba Slovenije je pravzaprav postregla ravno za tem rokohitrstvom, za temi prizadevanji, da bo vse čez noč, da je vse obljubljeno, zato ker smo želeli tako pravzaprav pogoltno nadoknaditi to obdobje, ki smo ga v svojih očeh zamudili. Tako dolgo smo bili v nekem zelo zaprtem sistemu, ki je onemogočal pravzaprav neko razpiranje kril ali podjetništva ali nekih dosežkov, da smo tako hlepeli in iskali bližnjice in potem so seveda tu prosperirali tudi ljudje, ki so pač to delali na način, ki je seveda dišal po prevarah, ki je pogosto v ozadju imel kakšne mehanizme in tako so se tudi pač ugledni ljudje, ki so pač imeli res neke dokaze v svojih karierah, da so uspešni in tako dalje, tudi v tem navdušenju, v tem osveženem optimizmu, ki se nam je zgodil, pustili prepričati, da so del te zgodbe, da so jo promovirali in tako dalje. Zato je res, po moje, ta domača naloga, tudi ko se enkrat opečeš nekje, tista, ki je res nekaj, kar bi človek priporočal vsakemu, ko se pogovarjamo o financah, ko se pogovarjamo o svojem zdravju, ko se pravzaprav pogovarjamo o nekem celovitem pogledu na svet. To si tako lepo povedal, uspešen je tisti, ki je prepoten. Ne pa prepotenten. Točno to, prepoten. To pomeni, da je vložil, da je trdo delal, da je investiral svoj čas, da je investiral svojo energijo, da je delal in da je švical. Tako. Ampak tu ne smemo spet zaključiti slovensko, da je zdaj pa treba se zgarati za vsako stvar. Ne, da pač ti postaneš strokovnjak, a veš, pač v to vložiš marsikaj, ko imaš mladostno energijo, se skoraj razčetveriš za to svojo strast in te to oplaja in ti da izkušnje in znanje, ampak pol, ko si pa mojster, in pol, recimo, top trader vidi stvari in naredi tak. In se mu zgodi dovolj investicija se povrne na zadovoljivi ravni. Jaz, ko pač sem bil mojster v oglaševalski službi, sem izmojstren, že na sestanku, na briefu za kampanjo imel stvari v glavi narejene. In to je potem ta lepota, ko se prepustiš pravzaprav temu, do česar si se prigaral, do česar si se prebil in recimo eni temu rečejo, manifestacije, vizualizacije, karkoli že. Seveda, to je koristno, to je pomembno in zdi se mi, da so te vizualizacije ali pa manifestacije o denarju
pravzaprav drugačne, kot si jih ljudje zamišljajo, ne? Ker veliko prevarantov imaš tudi na tem duhovnem področju. Ne? Manifestiraj uspeh, manifestiraj denar. Imaš pa na Appleu, mislim na njihovi iTunes trgovini, imaš manifestacije, ne? In v bistvu, če greš poslušati manifestacije, jih je 90% o denarju. Ne? Manifestiram izobilje, denar priteka v mojo smer. Ampak, če ti ne boš imel svoje psihološke arhitekture pravzaprav naštimane na to, da imaš dovolj lastne vrednosti, se pravi, da si zaupaš, da delaš svoje izbire, bo tisto navaden larifari. In meni se zdi, da so vizualizacije, kjer se ti predstavljaš, ne vem, na ravni visokega uspeha, na ravni, ne vem, da živiš v krasni hiši, da vračaš v družbo in tako dalje, namenjene temu, da se znebiš tistega strahu, ki ga pri tem začutiš. Ne, to je bilo ful zanimivo, ko sem jaz začel na ta način ali vizualizirati ali razmišljati. Ne. In ko sem si to predstavljal, sem v sebi začutil drevenenje, nek strah v ledvenem delu, ki je pravzaprav izpričeval mojo nezavedno prepričanje, da jaz tega nisem vreden. In v bistvu zato probajte, ne vem, manifestirati pa vizualizirati na ta način, da pravzaprav občutiš, kje vse te je strah in kako močni so tvoji nezavedni vzorci, ki ti onemogočajo, da bi si ti to dovolil. Ker ti govorijo, ti nisi dovolj vreden in si tega ne zaslužiš. In če si ti še vedno ujet v tej ideji, da nisi dovolj vreden, lahko manifestiraš celo življenje, pa pravzaprav do tistega ne boš prišel. Zato je prepuščanje toku, zato je odgovorno izobraževanje na pomembnih področjih življenja, kjer je finančno eno izmed prvih 3 pravzaprav, ne? Tisto, kjer se moramo malo prepotiti, tisto, kjer moramo pravzaprav obravnavati z fokusom, z požrtvovalnostjo, z disciplino. In tako pridemo do te zdrave prepotenosti in do neprepotentnosti. Ja, mladi, s katerimi se jaz srečavam, si vizualizirajo marsikaj v smislu kakšnih Lamborghinijev. Ja, Rolexov. Ma ne, Rolex nisem zaznala. To jih zdaj že imajo. Oni zdaj že prvo, kar naredijo, si Rolex, šparajo za Rolexa, ne? Pol pa imaš kombinacijo H&M pa Rolex in vizualizacijo Lamborghini. Ja. Tako da tako se mladi zdaj predstavljajo. Tudi to, kar si omenil na začetku, da gledajo neke influencerje, ki v bistvu razkazujejo svoje premoženje in so nekako zavedeni in tudi sami hlastajo potem, da bi to nekoč imeli. Ne? In naredijo vrsto napak v procesu osvajanja tega cilja. Ne? Ampak, to je vse learning process. Tudi mi smo naredili ogromno napak. Pomembno pa je na koncu, kaj od tega imamo, kaj smo se od tega naučili, kako lahko to porabimo potem naprej. Se strinjaš? Absolutno. Jaz mislim, da je prizadevati si biti kopija, neke vrste kopije, ki ga zalučaš v svojo originalnost. In to mi je pravzaprav največja bolečina sodobnega influencerstva, ki ni zdravo. Zato, ker tudi ljudje, ki do uspeha pridejo po težki poti, ne, potem to uprizarjajo na družbenih omrežjih in ljudje se pravzaprav poistovetijo z temi posledicami uspeha. In to so, kot sem že povedal na začetku, ne, materialne dobrine, materialne stvari. In v bistvu veliko uspešnih ljudi je sledilo pravzaprav svojemu talentu, svoji tej neki potrebi, da se v življenju dokažejo, da, ne vem, pokažejo svoje darove, s katerimi vsak izmed nas pride na svet. In to, kar je pač prišlo kot posledica, je edini navdih za vse ostale. In tu se mi zdi ta velika težava. In zdaj, če mladi seveda pač popolnoma legitimno stremijo k temu, da bi jim uspelo in pri tem pravočasno ugotovijo, da to ni to, ne? Potem so vse napake, ki so jih tem v procesu storili, pravzaprav neka valuta za učenje, za rast, za napredek. Ne vem, jaz sem izjemno, moj veliki idol je bil Michael Jordan, ne? In v bistvu nisem nikoli razmišljal o tem, kako bogat je on, ampak me je vedno fasciniralo, kako dober je na igrišču, ne? Kako je to fascinantno, kako je to nadnaravno. In takrat pravzaprav ni bilo družbenih medijev, jaz nisem imel pojma,
kakšen avto vozi Michael Jordan, kakšno hišo ima, karkoli že. Meni je bilo pač fascinantno to, kar nam je bilo videno, in to so bile tekme, to je bila pravzaprav ta poezija gibanja, fokusa, odločenosti, timskega dela, ne. In zato se mi zdi to poveličevanje, ki ga uprizarjamo na družbenih omrežjih, teh posledic uspeha v smislu materialnih dosežkov, velikokrat tista ključna ovira, da bi si ljudje v sebi dovolili najti to, v čem so res posebni, kaj je tisto resnično bogatstvo. In to je pravzaprav stik z resničnim samim sabo, ki zmore na eni točki odvreči pričakovanja drugih, ki zmore preseči v bistvu zgolj neko hlepenje po več in si dovoliti razumeti, da se do denarja, do zdravja, do dobrih odnosov pravzaprav velikokrat pride po poti neke ozaveščenosti, ki ne pomeni, da moraš zdaj ti, ne vem, meditirati 40 ur na teden, pa biti oblečen v tibetansko haljo ali karkoli že, ampak da si dovoliš pravzaprav biti, tako zelo banalno, to, kar si. In ko to malo začutiš in ko to malo veš, se v bistvu odnosi okoli tebe zelo hitro spremenijo v neposredne dokaze tega, ne. In se pravi, ti si sproščen, imaš okoli sebe fajn ljudi, imaš v bistvu neko motivacijo za življenje, ki ni nenehno obremenjeno z tem, ali sem v tem trenutku opeharjen. Zakaj? Ker ljudje pravzaprav ne znamo živeti v danem trenutku, ker nas v vsakem danem trenutku pesti obveza, da moramo doseči še to in to. In vsakič, ko odpremo Instagram ali karkoli že, je število teh obveznosti veliko večje. Dosežemo to in že vidimo nekoga, ki nas je presegel, in že smo spet nesrečni, ker tega še nimamo. In tako je pravzaprav to življenje, ne, zgolj nek vmesni čas med cilji, dosežki, ki imajo zelo kratek rok trajanja, in to nas v seštevku pravzaprav dela nesrečne. Zato je cilje treba dosegati, ne vem, dolgoročno, lahkotno, si jih zadajati pravzaprav za neko mero izvedljivosti, kot jaz tudi pravim, z veliko mero fleksibilnosti, ne. Ker ljudje danes mislimo, če nam nekaj ne gre kot po maslu, mi gre vse po zlu, ne. Se pravi, če se mi ne izide po načrtih, sem pogrnil na celi črti. In ta absolutnost pravzaprav tega pogleda na svet nas ropa resnične sreče in posledično, kar je najbolj perverzno, si želimo biti vsi bogati, zadeti na loteriji in biti ovenčani z dragimi stvarmi, dragimi avti in tako dalje. Če si star 20 let, je to popolnoma legitimno, zdaj, če si pa pri 40 še tak, pol pa nekaj zagotovo počneš narobe. Odlično. Za konec, kaj počneš? A si srečen? Si se losal izgorelosti? Kako izgleda tvoj dan? V bistvu sem srečen, ker sem se naučil biti srečen. Naučil sem se biti potrpežljiv samim sabo. Bil sem zelo uspešen, zelo čislan, zelo odvisen od števila projektov. Se pravi, ta Michael Jordan v meni je zelo dolgo deloval, pogosto tudi na nezdrav način, zdaj pa seveda ravnam precej drugače. In ta v bistvu strah pred spremembami, ki nas daje, o moj bog, kaj se bo zgodilo, če bom zapustil vrhunsko oglaševalsko kariero in se začel ukvarjati z pisanjem in z predavateljstvom. Me je minil, sem ga pravzaprav premagal, in te strahove pravzaprav premagamo z svojimi izbirami, z svojimi odločitvami, ki jih čutimo. In to je pač bil glas v meni, to je bila pač neka moja intuicijska zahteva, da svojo pot spremenim, da jo pravzaprav podvržem nekim zahtevam življenja, ki sem jih čutil kot, da so moje, da je to moja pot, da mi je pisana na kožo. In tako zjutraj vstanem, pišem, sprehajam psa, skuham kosilo, še predtem naredim jogo,
se dobim z krasnimi ljudmi na kakšni kavi, da kujemo načrte o skupnih sodelovanjih in pravzaprav se še vedno zelo ukvarjam samim sabo z nekimi stvarmi, ki jih vsak pri sebi mora razčistiti, ne, se pravi z temi kakšnimi stvarmi iz preteklosti, iz vzgoje, z otroštva, starimi zamerami, bolečino, občutki krivde, sramu. In to je pravzaprav neka taka dnevna obveznost, ki se je pač lotiš tak, da si rečeš, ok, to ne pogojuje mojega življenja in me zato delam nesrečnega, ampak vsakič eno stvar malo razvozlam, razrešim in pol je noro videti, kako se to zmanifestira v tvojem resničnem življenju, v tvojih odnosih in tako dalje. Zato je pač, kot pravi Carl Gustav Jung, naš notranji svet pravzaprav tisti, s katerim se moramo ukvarjati in vse ostalo bo zgolj posledica. Tako da ravno prav delo na samem sebi je izvrstno, tudi na področju financ, kar vam bo marsikdo izpričal. Tako da ne podleči temu, kar sem poimenoval travmaterializem, kjer pravzaprav ta materializem in to prizadevanje izhaja iz neke travme, ki jo pravzaprav lahko vsak izmed nas zdravo nagovori, se z njo ukvarja. In potem Rolexa ne rabiš ali pa pride veliko lažje in bolj lahkotno, ne? Tako da stvari so bolj preproste, kot se zdi. Odlično. Najlepša hvala za odličen pogovor, Ljoša. Hvala, Marja, za povabilo in seveda lep pozdrav vsem. Dragi poslušalci in gledalci, poslušajte Money How, ne bo vam žal. Lep pozdrav.